poletje, tudi indijansko, če ga je bila, kakšna malenkost je že davno pomahalo v slovo, ostajajo pa čudoviti spomini. Na morske dogodivščine, na planinska pohajkovanja, na morda raziskovanje lepih krajev, zanimivih mest v tujini ali Sloveniji. In tako so povprečne družine preživele dopust. Ampak kot omenjeno, povprečne. Fortunovi z Gorenjskega pa so se odpravili na drug konec sveta. 8-članska družina je šla na Madagaskar, ne opazovati tamkajšnjih čudovitih znamenitosti, ampak delati. Pomagati tamkajšnjim ljudem ob spremstvu misionarja Janeza Karmelja. Tako da verjamem, da je pred nami zelo poseben pogovor z gospo Evo Fortuna in gospodom Gašparjem Fortunom. Pozdravljeni. Lepo pozdravljena, hvala lepa za vajen čas, ker ste si vzela kar lep kos popoldneva, da boste v naši družbi. Ni za kaj. Ko smo ravno pri času, vsi tarnamo, da ga ni veliko, da ga primanjkuje, še posebej tistega prostega, neslužbenega, seveda. Kako sta se odločila, da 2 meseca svojega časa družinskega in ne le časa, ampak tudi denarja vložita v nekaj, kjer bosta 2 meseca morala trdo delati in kot rečeno, tudi svoje sredstvo vložiti. Kaj je motiv? Tega verjetno marsikdo ne bi razumel. Lahko malce pojasnite. Ja, jaz sem bila kot študentka medicine leta 2004 prvič z odpravo tropske medicine na Madagaskarju pri Janezu Karmelju in potem še čez 3 leta kot mlada zdravnica. In od takrat naprej, se pravi, to je zdaj bilo že 20 let, smo z Janezom ves čas v stikih. Tako da ga vsakič, ko pride v Slovenijo, smo se dobili, smo se videli, smo se pogovarjali, v rokah je držal vseh najinih 6 otrok dojenčkov. Tako da smo bili res v bistvu kontinuirano v navezi. In on je meni rekel, še ko sem bila sama, pa brez otrok, je rekel: Eva, ta najmlajši otrok mora biti star 5 let, zato da je vse mečkan, bom rekla, se ne plazi, ne pobere vse svinjarije po tleh in tako. In nekako sem ga upoštevala. Tako da to je bila moja velika življenjska... Naša je stara prav 5 let. Ja, ta najmlajša je bila 5 let stara, tako da to je bila moja velika življenjska želja. No? Da se pa prepraviš na tako pot, pa v bistvu ni stvar tako hipne odločitve, zato ker je potrebno kar precej priprave. Boš ti povedal? Predajaš štafeto. Letos februarja smo se spet dobili z Janezom Karmeljem, ko je bil v Sloveniji. Tam je padla beseda, da mogoče bi pa prišli na Madagaskar. Se on pravi, da dokler nima nekdo kupljene karte, ne verjame, da bo prišel na Madagaskar. Tako da potem sva se pa intenzivno začela pogovarjati, pripravljati, tudi z otroci pogovarjati in smo se vsi strinjali, pač v igri so bili tudi še nekaj drugih zdravnic, ampak zaradi obveznosti, zaradi službe na koncu je to vse padlo v vodo in pa smo se odločili, da gremo sami. Je pa res, da smo prej 4 leta od korone, jaz zelo rada šivam. In smo šivali kirurške kape in jih prodajali po spletu s tem namenom, da tudi vsi otroci sodelujejo. Malo so rezali, malo so obračali, kakšne dele, take nezahtevne dele so tudi oni pomagali. Prodajali smo drobižnice. Zato, da so imeli občutek, da plačaš letalske karte, ne pride. Ne pade z neba. Tako da to potem pa v bistvu priprava poteka, pa kadar se odločiš, da greš kot delati, ni sam nakup letalskih kart, no. Ampak v bistvu moraš ves material prinesti s sabo. Janez je rekel: Eva, tukaj se ne dobi vsega, tako da prineste, kar boste rabili. Kar je pomenilo, da smo imeli še en medicinski zdravstvenik, diplomiran zdravstvenik je šel z nami za 5 tednov. Erik, tako. In smo imeli skupaj 2 kosa prtljage na osebo, tako da to pomeni 9 x 2, 18, 15 ur po tega je bilo medicinskih stvari. No. Se pravi, da smo nabavili obvezilni material, kupili anestetik, določene stroje kirurške peljali dol,
Ogromno zdravil smo zbrali, kar so pacienti prinesli v lekarno, da ne rabijo več ali pa da je pretečeno. In smo to potem peljali dol. Preko Rdečega križa se vse, v bistvu je treba vse overiti, vse poštempljati, da je to medicinska odprava, da gre v humanitarne namene, ker drugače ne moreš kar čez mejo voziti pa izvažati takih velikih količin zdravil. Seveda je bilo treba potem tudi majčkeno znanje obnoviti, da rečem, ker vse tropska medicina, to je čisto druga znanost. Tropska medicina. To računala sva sicer, da bova oba delala, ker sva v bistvu oba kirurga z področja obraza, da bova ostala v ustni votlini. Čeprav sem malo sumila, da se zna zgoditi čist, da bomo pokrivali vse, no, kar je pol tudi v končni fazi res bilo. Vedela sem pa, kam gremo, da gremo k Janezu Karmelju, da gremo na pač lokacijo, kjer je sredi ničesar, ki je ogromen zdravstveni center, ki pokriva območje, če si predstavljate v Sloveniji 100x100 km. To je ogromen center. Tam gravitira 80.000 ljudi in je bolnica, porodnišnica, zobozdravstveni dispanzer in klasičen dispanzer, ki ga v bistvu upravlja družinski zdravnik. No. Tako da in potem smo pristali, v bistvu, da je šla tamkajšnja ena zdravnica, ki je zaposlena tam, šla na dopust, nobeno nič povedala. Prevzemite. Tukaj le. Vozite, kakor veste, znate. Hvala za tale uvod, bomo se potem še podrobneje pri posameznih iztočnicah ustavili. Dolgujemo gledalcem še eno pojasnilo. Tik pred snemanjem smo se zmenili, da se bomo tikali. Eva, ker si rekla, da ker prihajam iz Afrike. Torej, vsa populacija Afrike se tika? Ja, seveda, tam v bistvu ni vikanja, a ne? Smo mi pa vi, kot mi, se pravi, ni dvojine, pa ni vikanja. Tako. In v bistvu, če zdaj še v priliki povem, mi smo komunicirali in delali celo medicino v bistvu v malgaščini. V njihovem jeziku, v njihovem dialektu, to je tako, kot bi Slovencev recimo prekmurščini. Se pravi, tudi uradnega jezika dol ne razumejo. In smo bili vrženi v delo. Janez Karmelj je imel svoje obveznosti kot misionar, je imel na deželo, prvi teden je bil z nami, pol naprej pa je bil in smo bili brez prevajalca in v bistvu še edina stvar, ki jo imaš kot zdravnik kar res rabiš za to, da vodiš diagnozo v pravo smer, je dober pogovor. No? Tle je bilo pa v malgaščini. Tako da smo prilično kar dobro jo osvojili. No? Koliko poguma mora pokazati zakonski par starša, da vzamete s sabo 6 otrok tam, kjer veš, da bo 18 ur na dan vpet v delo in bodo tako ali tako še vrste tistih, ki jih morda ne boš mogel oskrbeti? Ja, bom rekla, mogoče smo kar pogumna družina. Jaz bom predvsej iz medicinskega vidika povedala, po mojem, kar mal fenomen, no? Z medicinskega zornega kota, zato ker resnično smo šli v kraje, kjer je medicina zelo slabo razvita in kjer tudi, da pride do ene bolezni, do ene situacije, ne vem, ki je treba operirati ali pa nekaj, svojega lastnega otroka, nimaš možnosti. Je zelo slab zdravstveni sistem. Se pravi, z tega vidika smo imeli 23 kil svojih zdravil s sabo. Se pravi, v primeru, če bi se komorkoli od nas karkoli zgodilo, plus zavarovanja najvišjega obsega, ne, da te lahko pridejo kam iskati, ampak ti ne koristi tam. Tako da z tega vidika, z medicinskega, je tako, res smo bili predrzni, ampak smo čutili, da nekdo zelo močno misli na nas, da se je vse dobro izteklo. Čist konkretno ste to čutili ob kakšnih priložnostih, ob točno določenih da smo bili predrzni? Da nekdo je opora. Ja, opora je bila silna. No. Mislim, že na poti, samo na poti do tja, pa boš ti opisal dogodek, ki smo ga doživeli. Na poti do misijona, sploh še nismo prišli do misijona, smo skoraj zgrmeli dol s ceste. A sem si prav izračunal, da ste do misijona potovali 37 ur, torej 21 plus, 33, 21 plus 12. Ja. Ja, po Madagaskarju. Prej pa še do Madagaskarja. Tako. Ja. Prej pa še, po mojem, 13 ur na letalu, pol pa 33 ur po Madagaskarju. Ja. To je nepredstavljivo. Kratek izletek. Ja.
Je kar Kaj se je nepredstavljivo. zgodilo, kako ste zgrmeli? Ne, Prosim, nismo zgrmeli. anekdota. Skoraj. Janez, ko smo se peljali že teh zadnjih 12 ur po zelo slabi cesti, po mojem je bilo tam ene popoldan, okrog 4. Janez je bil že malo utrujen, ker je že en dan prej vozil, da je prišel po nas, teh 12 ur, pa potem po noč slabš spal, ker smo mi ob 5 zjutraj prišli, pa je bil že po koncu, pa nas je čakal. In je bil utrujen in je preblizu roba ceste vozil. In smo zapeljali čist na rob ceste, dobro, da je šofer, ki je ob oknu sedel, opazil, da smo na robu, da se je ustavil. Smo pa mogli vsi ven iz Unimoga, smo ga s pomočjo vitla, pa ni šlo, ker ni bilo dreves okrog, da bi lahko se sami potegnili, pol smo odkopali gumo, pa na roke malo pomagali, na roke tudi, Sedemtonski avto. da smo prišli ven iz tistega roba. In pol je Janez zapeljal avto nazaj na cesto, je šel pogledat, kam smo zapeljali, in ko je stopil na tisti del, kjer je avto bil na robu, se mu je vdrlo noter. Tako da smo čutili, da nekdo podpira. On je rekel, da je božja roka. Pa skoraj lahko reče, da si kar upam pritrditi. No, tle smo imeli prvič tak občutek, da je blagoslovljena. Ja. Ja. Če se vrnemo še malce na otroke, no, kolikokrat so rekli, oči utrujen, mami lačen, ni bilo. Naši ne govorijo tega, naši vzamejo. Otroci so vedeli, da bojo delali. Se pravi, da mi ne gremo na potovanje, da gremo delati. Pa da ne gremo na počitnice, mislim, da ne bomo ležali. Ja. In so v bistvu, se pravi, da imamo 4 fante, potem pa 2 deklici. Torej, starostni razpon med 14 in 5. Tako, ja. En fant je pa med 9 pa 14, so stari. In so vsi 4 vedeli, da bojo izmenično pa po 2 pomagali. En njemu, en meni. Tako da smo veliko vedeli, noben se ni veliko delali, noben se ni pritoževal. Ne na tem, da mu je dolg čas, da koga pogreša, da bi rad šel domov. Rekla so, da zelo hitro dnevi tečejo. Tam so si najdeli enako stare otroke, v bistvu otroke zaposlenih na tem misijonu, od zdravstvenih delavcev do učiteljev, šoferjev. Ker tudi tam so bile počitnice v tem času. Ja, tako da otroci so si hitro družbo najdeli. Ja. Ne, nihče se ni pritoževal. Tudi nad hrano, ki je za naše razmere, bom rekla, enolična, mogoče neslana, manj okusna za naše stvari, ki smo navajeni. Ja. Ampak tudi mi drugače doma smo navajeni bolj na skromnost, pa kampiramo, pa ne na komfort. Kako je pa izgledal vaš vsakdanjik tam? Kaj ste točno delali? Torej so se otroci potem prelevili v asistente, zobozdravnika in medicinske tehnike. Ja, zjutraj ob 6 je bila maša, po maši ob 7:30 je bil zajtrk, po zajtrku smo šli v ambulante. Doskrat že pred zajtrkom. Odvisno je, če je bilo treba v bolnico, sva šla tudi že prej, če je bilo treba vizito narediti, pa kaj že pred zajtrkom, drugače pa načeloma običajen delovnik je bil tako, da sva ob 8 potem šla v ambulante, pa 2 sta šla z nama in sta do 12 bila z nama v ambulanti, pol ob 12 je bilo kosilo, po kosilu pa spet. Običajno ni bilo takoj dela, tako da smo tam med 2. in 3. šli spet nazaj, pa smo pol do 5, ob 6 se stemni. Tako da do teme si lahko delal, če je bilo delo. Če je bilo treba pa v bolnici, so bila pa tudi po noč in tudi sred noči so naju zbujali. Ja, če je porod, je neodvisno od ure, če pripeljejo hudobolnega, je neodvisno od ure. Tako da tudi v bistvu rutinsko delo, zdaj je bila to zobna ambulanta, je bil dispanzer, ki je dnevno tam 100-150 ljudi čaka bolnih. To je prekinjalo. To delo je bilo prekinjeno z težkimi kirurškimi primeri, s porodi v glavnem, ali pa s res hudo bolnimi, ki so jih pripeljali.
Tako da so ljudje tudi, bom rekla, se noben ne pritožuje. Pač vejo, zdravnik mora zdaj jeti in čakajo in to lahko čakajo 2-3 ure. Noben nič ne bo rekel, ker vidijo, da imaš drugo delo, da ves čas delaš. No, sem tudi do konca julija je bil tudi še Erik z nami, tako da je tudi Erik veliko asistiral Evi, tako da otroci so bili pol v glavnem z mano. Tako da so imeli še več prostega časa, dokler je bil Erik z nami, pol pa, ko je Erik šel, so mogli pa se bolj deliti. Kako so se zamotili, torej, igrajoč se z vrstniki? Otroci so mogli vsak dan skoraj smo prali perilo, a ne, to je tako na roke, kot včasih je Ni to pravi, ni candy. Ni candy. Tako da otroci so prali perilo, pa obešali, potem so stopali riž za kosilo, se pravi, pomagali kuharcam, ker riž je neoluščen z lupinco in to vsak dan, 2krat na dan ga stopajo, se pravi v takih velikih možnarjih s kolom in to kar vzame 1 uro gotov, pol ga je treba pa presjati in pol so delali še moko iz tega riža, zato so kuharce in pol naredile posladke iz riževe moke, pa banan ponavadi zmešane, tako da so jedli mufkru, pa guč, pa mukarije, to so pač take njihove lokalne specialitete. To drugače pa so se igrali s piščanci, perutnino, plezali na vsa drevesa, dol sklatali vse te največje sadeže, ki so bili okrog, pa pasijonke, pa apalibi, pa banane. Pa so šli z lokalnimi fanti se kopati na tiste reke, ki verjetno sploh stopati ne smeš noter. Tako malo svobode so imeli, nikoli nismo imeli občutka, da bi bilo nevarno se za nas gibati. Se pravi, kljub temu, da je misijon ograjen, srednji česar, nismo imeli te občutka nevarnosti, da se nam lahko zgodi. Dočim glavno mesto pa je pa kar... Čeprav tudi podnevi za nobenega ni nevarno. Smo bili prej atrakcija, no? Ki nas je toliko, pa da bi čutili. Tam nevarno rata, ko se stemni. Takrat pač so tudi tolpe se gibljajo, pa iščejo svoje plene, pa to, ker čez dan te preveč oči vidi. Zato se... Je pa res, da tukaj, ko smo bili, zelo redko vidijo belega otroka. V bistvu, kle so ga prvič videli v teh krajih, kamor smo mi šli. Da je bilo to... Kako so se odzvali? Ja, najprej mečka zadržano. Tako, ko sva jih opazvala, so se najprej par dni naši samo med sabo igrali. Pa uni posebej, pol pa počas. Pol pa smo dali žogo, potem je pa, to je bilo pol pa v svet njihov. Tako da pol so se mislim, čist zaigrali, malgaško naučili, še 2 meseca bi bili, po mojem, bi takoče govorili, prodajati so šli na tržnico skupaj z njimi, ne vem, riž pa banane, pa tako. Pol so, mislim, vse so delali s otroci, no. Pač balinčke, frnikole, zelo popularne igrice, karte, vse so se skrivali, so se lovili, so se... Angleško pa tam nihče ne govori. Ne, tudi francosko. Mislim, tako bova rekla, uradna jezika sta francoščina pa malgaščina. Francoščino se učijo od 1. razreda, samo ker jo ne uporabljajo, jo otroci ne znajo. Še odrasli, izobraženi govorijo francosko. Medtem ko angleško načeloma par besed razumejo in to je to. Ni edini jezik za sporazumevanje tle na jugu je malgaščina. Z vsem ostalim težko daleč prideš. Jezika pa še Janez Krmelj, ki je že od leta 88 na otoku, ne ovlada popolnoma. Janez ga kar zelo dobro govori, ampak pa pride do kakšnih delikatnih tem. Strokovnih. Pa ne samo strokovnih, ampak v bistvu tako, da ne ve, a govori o prinesenem pomenu, pa v kakšnem prinesenem pomenu. Metafore. Ja, metafore, zelo. Takrat pa ponavadi pokliče na pomoč domačine, da mu mečkam pomagajo, kam postati. In Janez je bil tudi prevajalec v ambulanti najprej, dokler ga opravki niso odvlekli drugam. Prvi teden, pol pa načeloma, ko je imel čas. Oziroma, če je bil v Ampitafa. Je pa bil... Tako se imenuje misijon. Mislim, kraj, v katerem je misijon. Drugače pa pač imel je oratorije, hkrati so potekali oratoriji v organizaciji Katoliške mladine Slovenije.
potem imel je delegacijo ravnateljev osnovnih, srednjih šol in fakultet in univerze iz Akamašoje od Pedra Opeke. Tako da 3 tedne je imel te obveznosti, tako da smo bili te 3 tedne. Ja, je pa neverjeten. No. Misionar, to je tako neverjeten lik. Bom rekla, Janez Karmelj se po moje 20% ukvarja z evangelizacijo, pa pastoralo, vse ostalo je pa on v eni osebi človek, ki se spozna na vse tehnične stvari, ki pozna avto v nulo, vozi po tistih cestah z eno roko, pa s telefonom v drugi roki, da je neverjeten. Pozna se pravi zdravstvo, dostkrat ga ljudje njega prihajajo prositi za pomoč, pa že kar on mečkan triažira ali pa zdiagnosticira, napeljuje elektriko, spozna se na vodovod. Bom rekla, neverjetno. Tako vse v enem, pa tudi Deklica za vse. Ja, pa tudi nima 5 minut miru. On zajtrka ne more v miru pojesti, ker ga čaka zunaj toliko pa toliko ljudi, da ga vprašajo za nasvet. Tudi uživa ugled, moramo reči, da ljudje ga zelo spoštujejo. Ja. Ja. Lahko malce za intermezzo pokažete, pojasnite, kaj sta tole prinesla s sabo, te čudovite barve. Barve so čudovite, ampak bom rekla, za mogoče lokalno prebivalstvo, to je bolj narejeno za turiste, drugače to je rafija, to je njihova endemična sorta, ki jo potem barvajo, takele skledice, to je bolj, jaz mislim, za turiste narejeno. V teh posodicah, žakeljčkih je malgaški poper, to je eno od glavnih izvoznih produktov, zelo znan, zelo veliko je. Potem pa domačini pa v glavnem uporabljajo take cekarje. Se pravi, ne tako zelo živo pisane, to je pa... Danes imajo bolj živo pisane, pa plastične kitajske. Tudi, no, ja, to tako, da tradicionalno moraš kar malo poiskati. To je pa šahafa, to je pa v bistvu dnevni pripomoček, brez tega... Za vse. Brez tega ne moreš. Ne, ni pladen. To je v bistvu za presjat riž. Za presjat riž, za narezati stvari. Pretresaš, da lušine dol odprejo, da režeš na temu, na tem se suši kaj. V glavnem, to je stvar, ki jo ponavadi vzamejo ljudje, če morajo bolnika premestiti v bolnico. Premestitev izgleda tako, da sabo gre bolnik, potem pa še 5, 6, 7 njihove najožje žlahte, potem pa še živa kura, ker bolnik mora dobro jesti, pa drva za zakurt, pa žakelj riža, pa še iz take slame narejene preproge, ker na tem pol spiš. Tako to vse... Skratka, vsa oprema. Skratka, vsa oprema, ja. Potem v bistvu medicinska oskrba na otoku je povsem plačljiva. Ni v bistvu država... Ne poznajo sociale. Ja. Tako da je z tega vidika v bistvu za ljudi, ki so res toliko daleč stran, je to izjemno drago in tudi dostkrat nedostopno. Zato se tudi zatekajo veliko k vračam ljudskim zdravilcem, k v bistvu prodajalcem, preprodajalcem živo pisanih tabletk na vaških tržnicah, ki se da dobiti vse, ne veš pa, kaj kupaš. Tako da... Misionar Janez je pa zanimivo valuto uvedel, torej plačevanje ne z denarjem, ampak z jajci zdravstvenih storitev. Si predstavljaš, da bi pač v svoji ordinaciji imaš, no, gospa, 30 jajc bo tole. Super, ne bi bili lačni. Ampak ne, to je malčkaj simbolno, samo ker so te storitve v bistvu, bom rekla, v večjih mestih kar zelo drage. Misionar pa vseeno ne more stvari zastonj deliti, nikoli ne, vedno rajš poišče delo ljudem, recimo pometeš dvorišče, pa zasluži toliko majčkan, nikoli ne daje direktno, kar se mi zdi zelo prav. In tu za te storitve, da ni samoumevno, da so tam na voljo, je en simbolni prispevek. In to je... To je 1 jajce za pregled otroka, 2 jajci za pregled odraslega, 4 jajca za zob spult, 10 jajc za porod. Ja, tako, no. Tako so nekako, ampak v protivrednosti, se pravi, da so en mali prispevek. Plačuje se z denarjem, ne z jajci. Plačuje, ampak v protivrednosti. Ker pač moramo povedati, da tudi jajc nimajo. Ker njihove kokoši so malo bolj atletske sorte. Ne res, ko jih vidiš, so res take sloke, visoke.
in nesejo, Janez razlagal, tam okrog 50 jajc letno, kar je bistveno manj kot naše kokoši. Ja. In načeloma vsa ta jajca tudi potem valijo, zato da imajo piščance oziroma meso. Ker je več vredno meso kot pa jajce. Ja, so se pa zelo hvaležni, no, tako da so se nam v zahvalo, kjerkoli smo v bistvu delali, ker smo šli tudi na deželo delati, pa tudi, ko smo se poslavljali tukaj za Pitafa, so nam v zahvalo pač podarili kokoš. Petelina. Petelina, to tako je. Veš potem, da je to kar velika vrednost za... Kaj pa ste storili z njim? Pojedel. Atletska bedra. Gašper, glede na to, da kot sta povedala v pričevanju v Sori, da si izpulil s svojimi mladimi sodelavci približno 1000 zob, je bilo kar nekaj škatel jajc proti vrednosti. Pa, glej, to načeloma mi s tem denarjem nismo imeli nič. Ne? To je pač vse, kar so zaračunali in obdržali v misijonu, ker oni rabijo za obratovanje, za elektriko, za plače zaposlenih. Mi smo pač bili tam, smo delali brezplačno, imeli smo pa brezplačno tudi spanje in pa hrano. Vseeno pa ste šli v krepek časovni in finančni minus, kar se tiče družinskega proračuna. Ja, približno tako. Ni samo po sebi pomembno, da v bistvu medva sva oba delava v privat sektorju, kar pomeni, to je avtomatski izpad dvomesečnega zaslužka, plus material smo pač sva veliko kupila sama. Ja, tako da smo obljubili, da pridemo, da se vrnemo čez 2 leti, če bomo dosti kap zašili. Ja. Ampak do tam še pridemo. Povejte mi, za koliko sredstev približno materijala sta kupila in dobila tudi doniranega raznih očala in druge zadeve. Ocenjeno vrednost smo nekako ocenili na 20 000, tako je bilo tudi v uradnem zapisu, bi pa rekel, da je bilo malo več. Ampak z donacijami vred. Ja, z doniranjem, vse skupaj. Vse. Se pravi, to je bilo teh, vse, kar ste pelali. Ja. Skoraj pol tone. Ja. Povejte mi še malo o tem, kako živijo tam misionarji, kako živijo tam ljudje. To je tako drugačen svet, kot smo ga navajeni v Evropi, ko odpreš vodo in pipa priteče, oziroma pipo in voda priteče in mleko imamo in kure imamo, jajca. Tam si mi najlažje to predstavljamo z srednjim vekom. Misionar živi na gradu, to se pravi v zidani hiši, tle na misijonu so imeli vodo, elektriko, medtem ko domačini v vaseh, pa na teh samotnih kmetijah okrog, živijo v lesenih, iz palm zgrajenih hiš, brez vode, brez elektrike, še vedno se zemlja obdeluje z požigalništvom, vse požigajo, da pol sadijo manjok, da imajo za hrano, riževa polja se ročno obdelujejo, voli so redkost, recimo volovsko vprego vidiš samo na visoki planoti, tle, ker smo bili mi, ni nihče uporabljal volov za vprego ali pa za delo. Vodo nosijo. Vodo vso na glavi nosijo iz rek. Voda ni pitna, se pravi, je treba prekuhavati. Problem so drva, drv ni, zato ker so vse posekali. Tako da v bistvu praktično ves čas gori ogenj na ognju kotu in v tistem kotlu enem se vse kuha. In voda prekuha in riž skuha. Cela družina živi v eni hiši, taki leseni, dvignjeni od tal. Kadar pride ciklon pa hudo deževje, to vse premoči. Spijo na takšnih, kot sem pokazala, na takšnih preprogah, na dilah, imajo eno deko. V bistvu vsi imajo bolj ali manj strgana oblačila, tisto eno oblačilo, dokler ne razpade, ga ima, pol pa mogoče kupi na vaških tržnicah kaj drugega. Pa je sploh mogoče kupiti ali ne more? Je. Mogoče je kupiti, samo pač oni to, kar pridelajo, potem na teh tržnih dnevih prodajo, da dobijo
gotovino, da si pač z gotovino lahko Kupijo olje, milo, sol, milo, žlico. Tako. obleko. Ja. Tako da lastnine ni. Tudi se vidi, a ne, kdo je majčkeno bogatejši, ampak povprečni hodijo bosi. Zelo udira Kitajska, v bistvu Kitajska svojo ceneno robo s plastiko, z telefoni na sončne celice, radio na sončne celice. Televizorji na sončne Ja, celice. to zelo udira v ta kolesa, stara, pokvarjena Kitajska. Tako udira v ta svet, drugače pa vse, se pravi, kle na tem območju tukaj ni cest, sem državna cesta, je pa kar je Janez eno cesto zgradil. Vse se pešači, vse se nosi na glavah, vsaka ženska ima na glavi en cekar, sigurno nosijo od, ne vem, riža, drv, slame, banan, vse, dojenčka vzadi na hrbtu, tudi vse ženske imajo. Povprečno imajo tam okrog 6 do 10 otrok, več otrok, ki imaš, bolj je v bistvu si preskrbljen, smrtnost je visoka med dojenčki, med majhnimi otroci. Prvega otroka imajo mamice pri 15, 16, 17 letih, to je kar normalno. Tako. Moški bolj ali manj nič ne delajo, prav Janez, da so leni, da se jih ne more na njih zanesti. Torej samo gospe delajo. Ja, ženske pa ful delajo. Ženske pa v bistvu skrbijo in za to, da je hrana, skrbijo za otroke, moški pa mogoče zemljo obdelujejo, pa nasekajo drva. No, tako. No, ampak že samo, da ženske kuhajo, pa skrbijo za hrano, je to vsaj 8 ur dela na dan. Ja. Da pač pripraviš riž, da pripraviš manjok, da pripraviš ogenj, da skuhaš, da pospraviš, Ja. da skrbiš, da je prekuhana voda za pit. To je ogromno. Tako z enim res globokim spoštovanjem, no, do ljudi, kako iz nič preživijo. Tako. Tukaj ni, da se zgražamo, mislim, kako živijo, ampak je resnično iz globokega spoštovanja, kako se dnevno borijo zgolj za preživetje. Kaj jim bi morali dati za Nič. drugačno življenje? Nič dati. Samo naučiti jih. Naučiti. Naučiti jih delati, kako bolj smotrno pridelovati hrano, kako vrčevati Skladiščiti. hrano, kako skladiščiti hrano. Ker pač pri njih je največji problem to, da takrat, ko imaš, je treba pojesti. Takrat se je, pa pride Pa pride obdobje, revno ko obdobje, ni. ki je ali ciklon, Si pa ali lač, so suša, pa so pa lačni. Se pravi, znanje. Ja, Znanje, vedenje, in to misionarji ravnanja. širijo. To. Tako. Ker tudi tle v Ampitafa je zelo velik šolski kompleks, ni samo zdravstveni kompleks, je tudi šolski kompleks, kjer se šola skoraj 1000 otrok. Imajo vrtec, osnovno šolo, nižjo srednjo šolo in pol srednjo šolo. Tako da skrbijo misionarji za to, da bi V bistvu otroci Ampak bili si izobraženi. ne more vsak privoščiti šole, ne? Ali si lahko? Ne. Šola bistveno cenejša, kot pri nas. A res? Ja. Šola je bistveno cenejša, tudi misionar zagotavlja en obrok riža. Se pravi, Tudi načeloma starši otroke pošiljajo v šolo, šolo. zato da dobijo En obrok. riža. Vsaj en obrok za in jesti, da njim ni treba skrbeti In za to. Pedro Opeka je v glavnem mestu je postavil tako, da v bistvu edino izobrazba, na tem temelji njegovo življenjsko delo, da edino izobrazba je pot ven iz revščine. A ne? Se pravi, da ti bi želel, ti vzgajaš od majhnega, zato da dobi eno samozavest, da dobi eno znanje, da dobi eno zaupanje vase ta človek, da je sposoben kaj drugega narediti. Tako da nekako je šolstvo pa zdravstvo sta dva temeljna stebra, poleg pastorale, ki jo misionarji delajo. Ja. Dač pa, ko govorimo o cenah, ne? Pedro nam je razložil, da recimo stane šolnina v osnovni šoli za enega otroka 3 evre na leto, plus mislim, da tam manj kot evro dajo še za hrano na leto, prispevajo. To je pač prispevek vsake družine. Je rekel, da on ve, da to je pač, ker je 6, 8, 10 otrok, kljub vsemu zelo velik denarja, ki ga morajo zbrati, ampak je rekel, da
pod to ceno že mislim, rekel, mi imamo že 20 let isto ceno in Drugače pa na tem mestu lahko povem, da Slovenija že 14 let zagotavlja en obrok riža dnevno za vse šolarje pri Pedru v Peki v Kamašovi, kjer je več kot 20.000 otrok. ja. Hvala, Slovenci. To se izrecno poudaril, da Slovenija je sklenila dogovor z njim za 3 leta, je rekel, in zdaj že 14 let neprekinjeno. To je povsem na državni ravni. Ne, mislim, da donatorski. To je donator. Mislim, da Karitas donira. Država donira vsake toliko časa zdaj vem, da je donirala za eno od osnovnih šol. Ja. Tako je tudi slovenska vlada. To je pač vlada donirala, medtem ko za hrano pa poskrbi Karitas. Eva, koliko otrokom si pomagala na svet to poletje? Jaz osebno 25, tako približno 25. Drugače pa se v tem centru, kjer smo delali, je nekje od 40 do 50 porodov na mesec. Mi nismo bili ves čas prisotni, pa tudi če je bilo tako, da je bilo kaj srednjo čisto, ponavadi babce same oštimale. No? Ampak kar je bilo pa čez dan, sem se pa jaz z veseljem navduševala. Rodili smo tudi 2krat dvojčke. V bistvu zelo kruto je. No? Tam biti noseča bodoča mamica je kar kruto. Boj, da so enkrat neko gospo v samokolnici to je pa rešilc. To je pa malgaški rešilc. Ja, zelo velikokrat se zgodi, da v bistvu vse je nekaj, se dela na področju preventive, se pregleduje porodnice, čeprav to daleč od tega, da je takšna oskrba kot pri nas. Ampak vseeno želijo, da bi rojevale v enem varnem okolju, na misijonu, varnem do te mere, da je pač vsak otrok takoj po porodu dobi zaščito antibiotično za oči, da je mamica prekontrolirana, a se je vse porodilo, da se ne omaže z zemljo. Tako bom rekla, tudi dojenček in ona, da ni tih infektov, da je mečkam bolj pod kontrolo. Drugače pa je to kar hudo. No. Tam ženska, ki začne rojevati, ima da rodi. Mislim, ni opcije, da se jo kam pelje. Zelo redko ali zgrda. Ja, zlepa ali zgrda. Zelo redko. Mislim, v 2 mestih smo eno pelali roditi v bližnjo mesto. Pred rokom, eno pa pač, ker ni mogla roditi. Eno pa, ker je rojevala, pa ni mogla roditi. Ja. Od 100 žensk, če rečeva. In je bilo vse v redu. Tam se je dobro izteklo. Tako. Gašper, kako je bilo v tistem srhljivem momentu, ko so napadli neko hišo in ste potem morali se odzvati, iti proti njim, pa so oni pripeljali ranjenko? Ja, to so pač novice, ki jih vedno Janez dobi na telefon. Njegov mobitel non-stop zvoni, letijo SMS-i, znane, neznane številke ga kličejo. In on to tako, bova rekla, mimo grede pove zjutraj pri zajtrku. Danes po noč so pa udarili oziroma napadli hišo od enega od katehetov, ranili njegovo ženo pa hčerko in jih že nosijo do ceste. Tako da se pripravita, je rekel Evi pa Eriku, pripravita vse, boste šla s šoferjem nasproti na teren, da boste pomagali, pogledali, kaj je. To ni nič neobičajnega tam, pač tako, to se dogaja. Istočasno, ko smo bili mi dol, da to je res stara zaveza, je bilo, da so vrači razširili vraževerje, da če albinu, se pravi, to je črnc brez pigmenta, če otroku albinu človek izruje, izdere oči in te oči skrije v žep, pol je neviden, pol lahko krade. In to je preraslo do take norije, da so pobijali otroke okrog in je država evakuirala iz cele te regije, ki sem omenila, vsaj 40-50 takšnih otrok v škofijsko večje mesto, v glavno mesto. Okrog 300 jih je bilo tam. No, takrat, ja,
Glavnem, vse otroke, vse Albine v škofijsko večje mesto in smo jih celo mi evakuirali in peljali. Mislim, bizarno. Ne? Tako da to, da se z mačetami napadajo, ni čisto nič neobičajnega, ker vsi moški nosijo mačete, ker to je tam nujen pripomoček, Da priješ do da drv. sploh do drv prideš, pa da čez džunglo, čez tiste šavje prideš, se ni džungla, no, ampak šavje vse zaraščeno. Tako da, tako da, mislim, to je za nas kirurge dobro. Ne? To je tako zelo, a ne, bom rekla, zelo izpopolnjujoče, da lahko narediš kaj takega. No? To je tudi tako, kako ne rečem, ne znamo pisati, ampak zato smo zdravniki. No? To je uno, ki ti daje tako super moč, no, da rečem, da prideš, zrihtaš, probaš narediti tam, ko se nič več ne da narediti, na srednji česar, ko možgani utripajo, pač najboljš, kar lahko narediš, preživela je. No. Je bilo tako, da če se ne motim, imela odprt odprt izlom lobanje z pulzirajočimi možgani, tako da, kar zelo neugodno, no. Pri nas intenzivni oddelek je zagotovo. Pa gospa je bila pri zavesti. Pri zavesti, vso terapijo smo ji dali. Bolj kot vse je bilo to kruto, da je preživela transport do rentgena, kar je odredila pa še ta zdravnica, ki je bila. Mi je nismo hoteli kamor peljati, ker je to eno samo matranje po teh cestah. 12 ur, to je, ko bi šli mi v Pariz. Tako, z odprto glavo. Gašper, lahko še kakšna zobobolna anekdota, mogoče kako ste reševali zadeve, ko boli, odpadejo vse druge skrbi. Kar trpežni so. So trpežni, tako, so potrpežljivi, čakajo, niso nestrpni. Pač, ko smo delali, pa smo šli vmes na kosilo, nobeden ni protestiral. Nobenega nasilja v čakalnici. Pač si rekel, da imaš kosilo, da prideš po kosilo nazaj in so tudi oni zginili in so prišli po kosilo nazaj in smo delali naprej. Kaj posebenega? Trend, modni trend. Modni trend. To pa načeloma smo polili v glavnem zgoraj sprednje zobe. To so si želeli vsi. Pa je bil cel kreg, če nisem rekla, da zdravega zoba ne bova spula, ne, to smo se kregali. Pa užaljeni so bili. Ker je bilo kar dostikrat, da so prišli, kakšna gospa prišla z popolnoma zdravimi zobmi zgoraj, pa trdila, da jo bolijo, da bi jih spolila. In pa smo tudi z Janezovo pomočjo jih prepričali, da zdravih zob ne pulimo. Drugače pa zelo slaba higiena, polno kamna, zobna ščetka. Vsi poznajo brušnif, pa kolgat, to je ščetka pa zobna pasta, sam Ben ne uporablja tega. Takoj se vidi, male ščetkice. Takoj se vidi, kdo uporablja kaj. Tako da, to no, pa smo se zelo smejali, pa nasmejali, kako sabo smo imeli tak velik model čeljusti za edukacijo, za učita, kako se pravilno ščetka in to smo po malgaško učili otroke in pol oni so naprej učili in je bilo en kup enega smeha, tako da smo preventivno tudi delovali. No. Super, higieničarsko. Kaj pa, ne vem, zlati zobje, a ne? To imajo radi, da se sveti v ustih. To je pa pač tisto, kar si lahko privošči, imajo zobe oblečene, predvsem zgornji stranski sekalc, ali pa vmes, če je razmik med srednjima sekalcema, imajo pa tako zlato palčko na sredini. Se pravi zapičeno od lesni? Ne, na zobe, na sosednje zobe fiksirano. Ampak to se nad aparatom ortodonskim ne zapira. To je moderno, da imaš lukenco, kot Madonna v sredi, da imaš zlato palčko. Super. Koliko pacientov dnevno sta oskrbela? Drugače dnevno jih je bilo okrog 100 do 150, ampak je že osebje, to, kar je bilo z nami še, kar je delalo malgaško. To sta bila 2 paramedika, ena srednja medicinska sestra, pa ena v bistvu priučena. Oni so delali triažo, kar pomeni, da so zmerali temperaturo, naredili teste za malarijo, ker v tem delu je v bistvu ta najhujša oblika malarije, zaradi katere so tudi otroci umirali. No. Tako da so v bistvu vsaka vročina, vsake bolečine so lahko malarija. Tako da so to testirali in pol, kar je bilo sumljivega, to smo dobili pol mi.
To je bilo včasih dnevno ali pa nenavadnega, da jim ni bilo jasno, kaj bi zdravili. Tako da to je bilo običajno Tam 20 do 30. 20 do 30 pacientov dnevno, plus vsa bolnica, kar je pa tako, bolnica ni nič nimaš za v roke prijeti. Nimaš laboratorija, v bistvu imaš stetoskop za tlak mert, za kisik mert, pa urinske listke. No, tako da to nam je kar zelo veliko energije pobrali. No, res hudo bolni pacienti, ki bi pri nas verjetno vsi potrebovali intenzivni oddelek. Tako in smo svoje znanje vlekali spet in mislim, se zveličali tam zraven. Kdaj nam je ratalo, zelo nas je potrl, ker se res trudiš, pa v bistvu potem tudi umrejo, kar je neizogibno, ker nimaš kam peljati, tako resno hudo bolnih, kvečemo glavno mesto. To je pa 2 dni vožnje. Ja, 1000 kilometrov stran. In ogromno kokoši s sabo, če bi imeli. Pa ja, samo prvič je to drag. Sam prevoz je drag, dolgotrajen, potem vsi ti so že tako slabi, da nimaš niti možnosti, da bi ga predihaval z kisikom toliko časa, ker tle smo pač imeli, smo najdeli v centru en kondenzator zraka, ki nam je pač kondenziral kisik iz zraka, da smo lahko te otroke, ki so težko dihali, smo jim pomagali, pa tudi nekaj odraslih smo imeli priklopljenih. Tako da ja, to nam je pomagalo. Imeli so tudi jeklenko s kisikom, samo zato, ker je polnjenje drago, pa ker se je polne v glavnem mestu, je ta zdravnica, ki je bila na dopustu, skrila redukcijski ventil in je bila jeklenka neuporabna. Take stvari se dogajajo. Ja. Kako sta se soočala s smrtjo, z izgubami, z odhajanjem, ko pač nimaš težko, več kaj narediti? Ampak, ja, ne, razumem, ampak človek verjetno ima čutek, naredil sem vse, kar je bilo v moji moči, ampak neke grenkobe gotovo ne moreš vsem potlačiti. Midva oba delava na takem delu medicine, kjer ljudje načeloma ne umirajo. Ja. In že zaradi tega nisva vajena, da zaradi najinega dela kdo umre. To je prva. In sva bila na začetku, smo bili vsi, tudi Erik, potrti, povoženi. Tako da nas je misionar, da nas je Janez nas je Janez pol bodril, pa dvigval, da nismo padali in odnehali. Drugače pa, dobro, iz vsega tega je bilo pa to, da otroci so bili pa ves čas v, bom rekla, tem ozvočenju te medicine. Oni so ves čas poslušali naše strokovne debate, naše stiske, ker smo se midva med sabo ali pa tudi z Erikom pa z Janezom, oni so ves čas bili deležni, ker to smo v glavnem med jedjo rešvala, kaj se je zgodilo. Tako da so v bistvu podzavestno bili zraven in da so stopili svoje vate in cone udobja, da so videli, kaj je to kruti svet, da ljudje umirajo, da kdaj pa kakšnega pozdraviš prav zaradi tebe, da si ga v bistvu rešil si mu življenje, pa celi družini. Tako, in so to tudi izpostavili, da jim je bilo to tudi zelo tako navdihujoče. Ja, sploh niso vedeli, da zna mami roditi otroka, pa da oči zna plombo narediti. Recimo, otroci sploh ne vejo, kaj znajo starši delati. Ne, vidva znate samo sitnar. Ja. Otroci pa drugače niso v bolnico, da bi bili zraven, ko so ljudje umirali. Ali pa k porodom tudi nismo. Ali pa k porodom jih tudi nismo. Pač nismo niti želela, da hodijo. Tako da te stvari smo v glavnem sama dva doživljala v živo, medtem ko otroci pa samo za mizo, po pripovedovanju. Mi smo tudi v navezi, smo bili za težke primere tudi s slovenskimi specialisti. Prek WhatsApp aplikacije se je dal po SMS-ih, ampak je to je kar dva bregova, bom rekla, slovenska sofisticirano zdravstvo, tam pa v bistvu osnovnih stvari nimaš za prijeti, tako da odločiš se pa sam. Moram reči, da smo bili kar dobri. Torej, o otrocih v prostem času smo nekaj že povedali in v sodelovanju tudi. Kakšnem spominu pa vama je ali pa vam je ostal obisk pri Petru Opeki v Kamasuji? Drugače, to Pedro Opeka je človek, ki jaz sem prepričana, da bo svetnik. Tako,
da ko si v njegovi bližini, pač ti čutiš, kaj on izžareva. Ti vidiš, kaj je v bistvu en človek ustvaril sam, v bistvu vse s pomočjo sodelavcev, ampak to je en tak ogromen projekt, on je iz smetišča v teh 35 letih rešil toliko družin, kako on nastopi, kjerkoli se pojavi, to je takoj okrog njega 40 otrok. To mu vsi sledijo, vsi ga poslušajo, njegove maše so 3,5 ure trajajo, eno samo slavje in veselje. On je pač kot osrednji lik, ampak se slavi Boga in je v bistvu pripravljeno cel spektakel z 80,000 ljudmi tam pri maši vsako nedeljo. To ni nekaj, kar je narejeno zato, da se v Stožicah promovira. In v bistvu, ko to vidiš, pa ko to doživiš, pač veš, da to je človek dejanj, ni samo govorjenja. Zelo ganljivo je bilo, ko smo sprašvali, kaj bo, gospod Pedro je star 77 let. 76. Kaj bo, ko pač ga ne bo več? Kako bojo to predali, kako bojo to delo naprej vozili, in to so jokali, to so ravnateljice fakultet, osnovnih šol, to so bile ganjene v resničnem strahu, v resničnem, tako bom rekla, ker se zavedajo izjemnosti tega človeka. Kakšen velik. Ja. Tako da. Ne, pa tudi vejo, da se ne da to zanesti na domačine, ne? Da bi eden od domačinov lahko to nadaljeval. Ker pač toliko je korupcije, potem krvno maščevanje, vse to je toliko zakoreninjeno v njihovo podzavest, tradicijo, da kdorkoli od domačinov bojo naredili vse, da ga uničijo. Strmoglavje. Ja. In zdaj ta cel kompleks njegov obsega 30,000 hišk z domov. 2 ogromna kamnoloma, kjer ljudje delajo ves čas, potem mislim, da 13 šol s fakulteto vred. Se pravi, so že prvi njegovi učenci, ki so bili na prvih šolah, otroci, ki jih je direktno iz smetišča potegnil, so učitelji in učijo naprej. In samo to je način, kako ti celo generacijo nekako izobraziš, dvigneš iz način, daš eno voljo do življenja. Tako da to je prav ganljivo to videti, resnično. Tako da smo bili počaščeni, ko nas je povabil na kosilo, da smo lahko z bodočim svetnikom skupaj jedli. Če se ne moti, ste bili tudi v njegovi kapeli? Ja. Kako ima to svetišče urejeno? To je tako skromno. To je tako, tudi živi skromno. Saj zato je pač s svojim zgledom. Na tleh so te preproge, oltar. Mi smo zmolili, pa molil je nad eno deklico, ki je bila stara 4 leta, ki je prišla z mamico. Rojstni dan je imela in jo je mamica prišla, da je blagoslov nad njo zmolil. No. In on si vzame v tistem džombusu, v gužvi, on si vzame 10 sekund, kdor pride k njemu. Bili smo na prvem obhajilu in po maši, veste, ko se toliko ljudi ven usuje, vsi bi do njega, vsi bi se slikali z njim, pa to. Je prišla deklica, stara, konec osnovne šole, ki je bila na prvem obhajilu, če ji lahko blagoslovi rožen venc. In on, samo v tisti gužvi, on je bdel nad njo, v sveti tišini za njiju, zmolil blagoslovo rožni venc, jo pobožal in to je bilo to. In to je on sposoben, to vidiš, to res tegane, ko to vidiš, da je to, da se je ta svetniški si. Še otroci opazili. Kaj vam je izkušnja Madagaskarja dala? Tako vama kot 6 otrok. Ja, za nas, po mojem, bom rekla, smo se zelo povezali. To je en tak enkraten, če bi se zdaj tako malo podjetniško izrazili, team building. Tako mi smo preživeli to, to smo survivorji. Res smo se podali na divjo ekspedicijo, ko smo jo super končali. To je bila čista 11, ne 10. Tako da iz tega vidika smo se zelo povezali. Bili smo ves čas skupaj, spali smo po 2 pa po 2 na poslih. Noč in dan skupaj, ker drugače se mi zdi v tempu rednega ritma. Smo manj.
smo manj, a ne je šola, pa službe, pa pol popoldne še voziš, pa zvečer en skupen obrok, večerja, potem pa imate nalogo, sam težiš, a pojmo spat, pa zjutraj ne, tako da tukaj smo bili pa ves čas skupaj in zato sem res hvaležna, no, da smo to doživeli, da smo se povezali, konec koncev za naju so bile tudi kar malo duhovne vaje, kar smo debatirali z Janezom, tako, on da čisto en tak zdrav vidik na kakšno situacijo s svojimi izkušnjami, ki je vera zelo prijemljiva tam, nič ni globoke filozofije. Odnosi. Ja, Verjetno, tako da to, a ne. In v bistvu smo soglasno zaključili, da mi si želimo, da bi še šli. Bi lahko rekla, da je bila to dobrodelna avantura? Ali Zelo. je preveč PR-ovski izraz? Mislim, avantura je mogoče nekaj nečist predvidljivega, vsem smo to šli mi v zelo... Bolj predvidljivo. Pred- A ne, Predvidljivi ja, kaos. bom rekla, ker sem sama šla kot študentka, je to takole, a ne? Je bolj avanturistično, no? Ker greš pa z družino, pa vse zato, da na koncu tako zgleda, kot da vse gladko teče, a ne? Je v zadju zelo veliko dela. No, pa priprav. Priprav, Ja. pa da izrežiram, pa da veš, pa kaj boš to. Na orang stvari moraš misliti kot starš, da pol stvari zelo gladko tečejo. Tako da dobrodelna avantura, ja, lahko, ampak mogoče vsem za enimi 10 varovalkami, no, v ozadju, da smo šli pripravljeni v to. Ja. Ja. Čudovito, iskrena hvala za tale pogovor. Zelo sem užival, veliko sem dobil iz vajnega pripovedovanja in prepričan sem, da tudi gledalci. Hvala lepa za pozornost in spremljajte družinine video vsebine tudi v prihodnje. Svidenje. Svidenje, adijo. Sedanje.